Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na nadaljevanju cikla zgodovinskih predavanj v Arhivu Republike Slovenije, ki je bil prekinjen pred skoraj 3 leti zaradi epidemije koronavirusa. Takrat nam je marca 2020 predaval Klemen Kucinjačič o spopadih Waffen SS s slovenskimi partizani. Današnja tema je precej podobna, ki smo jo nazadnje imeli priliko ugostiti. Gre za raziskavo o številu padlih nemških vojakov v aprilski vojni leta 1941 ob napadu na Jugoslavijo. Naš današnji predavatelj je inženir Darko Cefuta, ki je po poklicu inženir strojništva, sicer se pa že desetletja ukvarja tudi z zgodovinopisjem. Napisal je temeljna dela na področju zgodovine slovenskih papirnic, je tudi član Mednarodnega združenja zgodovinarjev papirništva. V zadnjih 10 letih pa se ukvarja z zgodovino druge svetovne vojne in v okviru tega je nastala tudi ta raziskava, ki bo danes predstavljena na našem predavanju. Naj pripomnim, da je še toliko bolj pomembna, ker odpravlja neke stare zmote, ki so toliko bolj neljube, ko se zasidrajo v literaturi in izkrivljajo pravo podobo preteklosti. Še prav posebej pa smo seveda zadovoljni, ker je ta raziskava nastala tudi deloma na arhivskem gradivu, ki ga hrani naša ustanova, in zaradi tega bomo prav z veseljem in zanimanjem poslušali današnje predavanje. Gospod Cefuta, izvolite, beseda je vaša. Hvala. Jaz bi kar začel takoj s predavanjem, da ne bom se sam sebe kaj predstavljal dodatno. Dejansko se ukvarjam z zgodovino druge svetovne vojne zelo, bi rekel, ozko. Predvsem me zanimajo samo padli nemški vojaki, policisti, kasneje pol, ne. Vse žandari, karkoli, pripadniki oboroženih sil, nemških oboroženih sil in pripadniki civilne uprave, ki so pač ali padli ali umrli na področju Slovenije. Zdaj sem pa v tem primeru te vojne, aprilske vojne, sem pa razširil zdaj raziskovanje na celotno Jugoslavijo, ne. Do zdaj sem se ukvarjal z pokopališči, nemškimi vojaškimi pokopališči v Kranju, v Celju, v Mariboru in v bistvu že skoraj zaključil te raziskave. Nisem jih peljal sam, peljali smo jih kar, bi rekel, odprto na nemškem forumu Forum der Wehrmacht. Kljub, bi rekel, da nisem mojemu, bi rekel, bolj pomanjkljivemu znanju nemščine, sem vseeno toliko korajžen, da se upam tam napisati, in moram reči, da do zdaj ljudje še niso imeli pripomb na naslovnico nemško, ampak gledajo bolj vsebino, ne. In se pravim, ko sem raziskoval te padle Nemce tule v Sloveniji, sem pol prišel do neke številke 50. 50 v aprilski vojni je padlo 50 nemških vojakov. Zdaj, se pravim, zdaj, če potegnem še malo paralele, malo na širše, koliko je bilo padlih pa recimo na Gorenjskem, pokopanih na pokopališču v Kranju, na vojaškem pokopališču v Kranju med leti 41 in 45, je 1235 pokopanih. V Celju je 685 pokopanih, v Mariboru je bilo 350 pokopanih. Se pravi, to je že pol kar neka velika številka nazadnje. In v bistvu smo, jaz pa ta skupina, smo zbrali že okoli 3000 grobnih kartic za te nemške pokopane vojake v celotni vojni. Vse skupaj bo prišlo, ne vem, ko bo enkrat
raziskava končana, verjetno je tudi jaz ne bom peljal do konca, bo okoli v drugi svetovni vojni je na slovenskem ozemlju padlo okoli 6000 nemških vojakov. To je, bi rekel, nek rezultat. Tudi ta Volksbund, ki skrbi za te grobove, pravi, da jih je 6300, tudi oni nimajo vseh podatkov dosti dobro zbranih. Moram reči, da jih naša skupina popravlja, oni imajo zbranih podatkov za približno 80% grobov. Za ostalo nimajo in zdaj zadnje čase se dogaja, da pač svojci kontaktirajo to skupino, ali mene, ali karkoli, iščejo podatke in mi jim lahko nekako pridobimo, glede na to, da se pač znajdemo. Znajdemo se pri zbiranju podatkov. Tako. Ko se me je pa nabrala ta številka 50 padlih v Sloveniji, in če pogledate slovensko zgodovino, kjerkoli knjigo, vidite, da o tej aprilski vojni ne piše nikjer kaj dosti. V bistvu, ko bi rekel, da se izogibajo te teme. Edino, kar pišejo to, da je padlo v tej aprilski vojni v celi Jugoslaviji 151 vojakov, 151 in nič več. In ko sem jaz jih našel pravzaprav v Sloveniji, pa tudi vem, kje so bile bitke v Sloveniji, potem sem rekel, ja, pa to ne more biti res, da je to 151, če je tle samo v Sloveniji 50. Ni zdaj pol tam v Srbiji, Makedoniji padli samo 100. No in potem je z tega začela pač neka ideja, dajmo mi to preveriti. No in tako je, bi rekel, zastavljeno bilo in takoj smo štartali s prikazom zbiranja podatkov na tem nemškem forumu, Forum der Wehrmacht. Treba je reči, da je tam ima tisoče tem. In to je ena izmed tem. Jaz moram reči, da tam, recimo primer, imamo eno temo, to vojaško pokopališče v Kranju, ima 230 000 ogledov. Zanimivo, bi rekel. Res je to, da je to zdaj 7-8 let že gor. Ampak tukaj se je nabralo ljudi to zanima. No in ko smo štartali s to temo aprilska vojna, se je oktobra lansko leto in smo zdaj v roku 5 mesecih imamo 10 000 ogledov. To ni tako malo, bi rekel. No, po drugi strani je pa to odprta tema, ljudje lahko dodajajo takoj, ko mi damo nek podatek, ga lahko vsak preverja, dodaja svoje izkušnje, svoje podatke, tako da potem mi to skozi vagamo in rezultat je zdaj, to bomo pa videli, kako to izgleda. Zdaj, jaz bi zdaj vseeno na hiter bi šel vseeno skozi, vseeno malo takole raj se postavil, na žalost. Vseeno bi na hiter pogledali, kaj se je dogajalo spomladi leta 1941. 25. marca pristop Jugoslavije k Brojnemu paktu, 27. marca demonstracije po Jugoslaviji proti paktu, državni udar, letalski general Dušan Simović prevzame vodenje vlade, Petra II. Proglasijo za kralja, seveda razbesni Hitlerja in se odloči takoj, vi napadite Jugoslavijo. V rekordnem času, če pogledate, 27. marca do 6. aprila je narejena kompletno pripravljen napad na Jugoslavijo za tako ogromno število, bi rekel, vojakov, ki so napadali. Je to res zelo hitro pripravljen vojaški načrt. Zdaj, tukaj bi še posebej opozoril na to. Beograd, Zagreb, Ljubljana so bili oznanjeni za odprta mesta, torej nebranjena. In nemško letalstvo je pa zelo, bi rekel, prav grdo zjutraj na vse zgodi 6. aprila napadlo Beograd.
ljudje so še spali, bila je nedelja, kaj se je kaj, in bombe so padale po civilnih zgradbah. Še danes ne vejo, koliko je civilnih žrtev. Zdaj, na hitro, če pogledamo, kaj se je dogodilo iz severa je napadla druga nemška armada, druga armada, tle v Bolgariji je bila pa že pripravljena 12. armada za napad na Grčijo. In potem je ta 12. armada napadla preko Makedonije v Grčijo in tole tudi Lindorjanskega jezera in je bila naenkrat v Solunu. Jugoslovanska armada je tudi mislila, da se bo nazadnje, ker se je začela umikati, da bo se umaknila preko Makedonije v Solun, tako kot v prvi svetovni vojni, pa bo pol nazaj skupaj fronto naredila. Nič ni bilo iz tega, ker so Nemci to presekali in je bilo konec. Se ni imela jugoslovanska vojska kam umikati. Tle so pa 12. armada je začela proti Beogradu gor, druga armada pa tle dol isto proti Beogradu, tle so pa iz Romunije še eno armadno grupo pripravili in so v bistvu tri armadne grupe so se zagnale proti Beogradu. Tako da imamo vsaj malo pogleda v to, kako je to izgledalo bojišče. Zdaj, tle opozarjam na to, da je ta 12. armada iz Bolgarije, ki je šla v Grčijo, je ta napad se imenuje po nemško Griechenland-Feldzug, napad na Grčijo. Napad na Kraljevino Jugoslavijo, pa napad na Grčijo skupaj je pa Balkan-Feldzug. Pač, če bo kdo kaj iskal po internetu, se s temi gesli se najde vse podatke. No, tukaj imamo še enkrat operacije, kako tečejo tle pri Mariboru, tle iz Koroške, v Zagreb. Veste vsi, da je pred so prišli do Zagreba, da je že bila NDH oznanjena neodvisna država Hrvaška. No, to so pa pol te poti napadov nemških armad in zakaj je za nas to pomembno? Mi smo začeli iskati, pol, ko bomo prišli naprej, mi smo začeli iskati spadle po teh bitkah, ki so se dogajale po teh krajih. Smo krajevno iskali. Zato smo mogli imeti tudi neko znanje o samih premikih armad. No in tle en tak primer je tole prav za Makedonija, je bila ta neki 18. korpus je napadel tle iz Bolgarije Grčijo. En del je šel pa tle sem proti Strumici, pa proti Skopju, en del je pa zavil proti Solunu. In v bistvu v tem primeru imamo zdaj te nemške enote, prva oklopna grupa, skupina, ki je šla na Beograd, potem ta, ki je šla na Skopje. Imamo to, oni so v tem primeru so oni plavi, in je jugoslovanska kraljeva vojska je rdeča. So se umikali, pa prestavljali, pa bomo videli pol, kako je to. Zdaj, mi bomo zdaj štartali z nekimi članki, v kateri se primerja število padlih nemških vojakov v Poljski vojni s številom padlih vojakov Kraljevine Jugoslavije. Se pravi, imamo dve številki. Ena je število padlih nemških vojakov, za katere bomo videli pol, da se večino opisali, da jih je 151, potem imamo pa število jugoslovanskih
vojakov, pripadnikov kraljeve vojske, ki pa tudi ni nikoli bilo določeno čisto točno. Do zdaj še ne, nihče ni čisto točno določil. In zdaj, v zadnje čase se objavljajo članki s temi primerjavami in prvi je bil Dragan Cvetkovič leta 2006, stradali pripadnici vojske kraljevine Jugoslavije in je en tak soliden članek napisal. Potem dr. Tomaž Kladnik pa dr. Mateja Čoh Kladnik sta v eni knjigi, zdaj, ki je izšla predlani, 2021, leto 41 na Slovenskem. Se pravi, da je to zanimiva tema in tukaj sta obdelala vojaške operacije jugoslovanske ter nemške vojske in njenih zaveznic med aprilsko vojno v Jugoslaviji. Primerjava števila in pri Cvetkoviču imamo razmerje 1:6,78. Padel je Nemec, 7 pa je jugoslovanskih vojakov. Ima dva primera, boste pol videli zakaj. Pri Kladnik, Čoh Kladnik pa je razmerje 1:57. To je, bi rekel, to je pa velika razlika. Zdaj se vprašamo, odkot takšna razlika. Cvetkovič izračunava svoje razmerje glede na število padlih, ki je v Reichstagu 4. maja naznanil Hitler. On je imel tam poročilo o uspešni vojni, ki so jih opravili, ki je Nemčija opravila z Jugoslavijo in z Grčijo, in je pač v Reichstagu poročil in rekel: 57 oficirjev smo izgubili in 42 podoficirjev, v letalstvu pa 10 oficirjev, pa 24 podoficirjev in pripadnikov letalstva, skupaj 24. Po takšen način imajo. Skupaj je 1151. Te podatki so lažni, seveda zakaj? Zato, ker pač zaradi propagande so mogli reči čim manj, da je pač ni to, da je spadlo, kot da je še bolj uspešna vojska, kakor je že. Se pravi, tle, nažalost, tega podatka resničnega, da ne boste našli pravzaprav nikjer. Trenutno je več številk, ki se vrtijo od teh 1151 do 2500 pa še več. Tako da jaz bi rekel, da je ta številka polovico, dobro, neke ocene smo že naredili, preračunavali z nekimi količniki in to je sigurno za polovico premalo povedal. Cvetkovič pa navaja en drug dokument iz 4.5. iz arhiva, vojaškega arhiva v Beogradu. Jaz nimam dostopa do tega arhiva, dobro, tudi bi ga lahko imel, sam je treba se dogovoriti z srbsko ambasado, slovensko ambasado, če hočeš v ta arhiv priti. Ni čisto enostaven. Jaz vem, da so iz arhiva Slovenije so hodili že v ta arhiv in ni bilo treba preko ambasade verjetno, ali pa tudi, ne vem, v glavnem jaz tega ne vem, ampak vse ni važno, on ima 1206 napisane v svojem izračunu. To ni taka velika razlika, boste videli, če govorimo o 2000 po drugi strani. Se pravi, Cvetkovič je vzel v račun popolnoma napačno število padlih Nemcev na področju Jugoslavije. On je vzel število padlih v Jugoslaviji in v Grčiji, celotno. Dobro, sicer je narobe tisto celotno, ampak on je vzel celotno in je pač za število padlih jugoslovanskih vojakov pa je vzel iz nekega popisa iz 64. leta in takrat je neka komisija ugotovila, da tisto popis ni prav, bi mogel biti za 56 do 59% večji. Jaz ne vem, zakaj so se to tako odločili, ampak vse ni važno. Zdaj je pač Cvetkovič je to zračunal z istih svojih 6-7%, razmerje 1:6,7.
Je pa napisal v opombi, da bi bilo v primeru, če privzamemo podatek Velimira Terziča, da je v Jugoslaviji bilo samo 151 padlih Nemcev, bi bilo to razmerje zelo neugodno za vojsko Kraljevine Jugoslavije. Seveda, potem bi spremenil razmerje, se je zelo. In tega razmerja sploh ni izračunal. No, Tomaž Hladnik, Matej Čop Hladnik pa sta naredila ravno to. Vzela sta število padlih 151 in jih primerjala z najbolj napihnjenim številom padlih jugoslovanskih vojakov, se pravi, v celi Jugoslaviji je padlo 8613 pripadnikov kraljeve vojske. In tako dobila tisto zelo neugodno razmerje 1:57. Se pravi, padel je en Nemec, po drugi strani je padlo tam 57 jugoslovanskih vojakov. To je, bi rekel, strašno razmerje. Ko začneš to razmišljati, vidiš samo to, recimo tam 57 vojakov, tle je nemški tank, eden ustreljenega Nemca tam, pri tanku, ta tank pa obrne top in ustreli proti tisti skupini in 57 umre. Mislim, to bi rekel, da je malo utopija. Na drugi strani imamo to razmerje pri Cvetkoviću 1:6,7 do 1:7, pustimo, rečemo 1:7, ampak razlika je 8-kratna. In poleg tega sta Tomaž Hladnik in Mateja Čop Hladnik citirala ta Cvetkovićev članek, iz njega sta vzela te podatke. Ampak nista pa napisala, da je on popolnoma zgrešil, ki je napisal padle za Jugoslavijo in za Grčijo. Ni nebene pripombe ni bilo. Zdaj pa prihajamo k izvirnemu grehu. Teh 151 nemških vojakov sta citirala kot vir knjigo George Blau, German Campaigns in the Balkan, 53. leta je šla in to je bil en pamflet ameriške vojske. In pri tej knjigi so sodelovali bivši nemški generali. Človek bi rekel, pa te podatki morajo biti pravi. Tako, generali pa javljajo. Zdaj, kaj se je to zalomilo, da so jugoslovanski, slovenski 70 let navajali napačno število 151 Nemcev. Največ, kar so napisali, je bilo čudenje nad tako majhnimi izgubami. In to je ta knjiga Department of the Army pamflet, številka, ta primer je prav iz neke ameriške knjižnice in november 53. Se pravi, 70 let napačni podatki na osnovi te ameriške knjige. V drugem delu je obdelana napad na Jugoslavijo, v tretjem delu pa napad na Grčijo. In zdaj, če pogledate, da je to nepričakovano majhno število padlih in tle je lepo napisano. 151 je bilo mrtvih in tle piše 12 dni je trajala vojna in total casualty figure. Se pravi, res je napisano noter pravilno, mislim, narobe, ampak oni so napisali, kot da je v tej vojni za Jugoslavijo, to je konec poglavja o vojni v Jugoslaviji in ljudje so pač 70 let prepisovali ta podatek napačno. V drugem delu je tako sem rekel, ta drugi del, piše noter. Sicer so obdelane tudi, v tej noter je obdelan napad prve oklepne skupine, pa tudi motorizirane enote 41. Napad enot 12. armade, ki so napadali Jugoslavijo preko Makedonije iz Bolgarije, pa so opisani v tretjem delu knjige, napad na Grčijo. Podatkov o teh padih teh enot ni moč biti v tretjem delu knjige, ampak samo skupni, ker so podatki za izguba skupnih za akcije v Grčiji in Jugoslaviji.
1100 piše. Izkaže pa se teh 151 padlih pravzaprav samo število padlih druge nemške armade. Vseh ostalih podatkov druge enote, ki so napadle, ni. Manjkajo torej izgube nemških enot, ki so napadle Srbijo iz Bolgarije in Romunije ter Makedonijo iz Bolgarije. Ta dokument dokazuje, da je bilo 151 padlih res samo od druge nemške armade. In tle piše lastne izgube, druga nemška armada 7 oficirjev, tle piše pa podoficirji in vojaki, je pa 144, če se šteješ, dobiš 151. Se pravi, teh 151, kar piše, da je v celi Jugoslaviji padlo, je padlo izključno samo od druge armade, ki je severa napadala. Vse ostalo ni. Ne? In zdaj, če bi kdo to pogledal, bi rekel, ja, to je pa res narobe, pol naprej. Ne? Imamo napačen podatek, ni podatkov o padlih, ki so se premikali preko Makedonije v Grčijo, in tega števila padlih ni na pladnju, da bi rekel, eden na hitro pogleda, vzame, prepiše, citira, copy, paste, še malo narediš opisa, pa si naredil zadevo. Zdaj pa, treba je reči, vse ni problem, greš po enotah, zbereš podatke, koliko je, ne da se. Eni podatki niso ohranjeni, eni podatki so samo zbirni podatki skupaj za Jugoslavijo in Grčijo, tako da na hitro je nemogoče ugotoviti pravo število. Nazadnje moraš imeti podatke o gibanju enot, poznati geografijo, poznati izgube. Potem v Makedoniji je bilo problem, dvakrat so bili v mejnem področju, da so prišli iz Bolgarije v Makedonijo in potem iz Makedonije v Grčijo. In po akcijah so se vračali v skladiščne položaje in seboj transportirali ranjence, mrtve, nekatere enote nimajo pa niti ohranjeno podatkov o izgubah. Tako da bi rekel, da bi hotel nekaj na hitro narediti, ni možno. Ni možno. Tukaj imamo en primer, pa le imamo 9. oklepna divizija, je pa naredila seznam za Jugoslavijo, v Jugoslaviji, kateri so padli, celo imena so tlo in iz katerih enot, potem, kateri so padli v Grčiji, potem, kateri so oficirji padli, pa tako naprej, tako da je nazadnje seznam narejen. In pogledajte, samo 9. oklepna divizija je imela 464 mrtvih, pa oficirjev pa 20. In potem ne moramo mi govoriti o tem, da je bilo 1000 mrtvih samo v Grčiji pa Jugoslaviji. Se pravi, tle je povzetek 484 mrtvih, samo 9. oklopna divizija. Divizije je bilo pa število izredno veliko. No, ta 9. oklopna je imela v Makedoniji samo 32 mrtvih, se pravi 6,6% skupnih žrtev. Se pravi, padlih 1000 v balkanski vojni ne zdrži resnega preverjanja. Zdaj pa prehajamo na raziskavo samo. Druga armada je imela vojaškega oficirja za grobove. In on je 10.6. je napisal eno stanje, kakšno stanje je pokopanih v Jugoslaviji. In ta dokument, ki sem ga prej pokazal, je objavljen bil v zborniku 12 zbornih dokumentov nemške oficirje za grobove in tle vidite, to je nekaj številka 67,
poročilo komande zaledja druge armade, prenos je bil na vojno-upravnega komandanta v Srbiji in tle noter piše potem po tej prilogi, ki smo jo videli prej na uni strani, priloga 6, so skupne izgube druge armije na teritoriju Jugoslavije do 10. junija, kar so oni obdelali, 422 oficirjev, podoficirjev in vojakov. Tle imamo prvi dokument, da je v Jugoslaviji padlo ne 151 ljudi, 151 vojakov, ampak najmanj 422. To je tudi podreisa, ampak pasite, zakaj sem rdeče napisal. Tle je napisal ukupni gubici druge armije. Zdaj pa, če gremo pa mi pripravljati tega prevoda nemškega originalnega teksta, ni bil izkušen prevajalec oziroma zgodovinar. Pač, ne vem, to je nastalo, te knjige so nastale v okviru inštituta vojnega arhiva v Beogradu. Pač ne, ja, so znali nemško, niso znali nemško, ne vem, a prevajalca, kakšnega sem ne vem. V glavnem, gledajte, tle piše lepo. Gesamtverluste, se pravi skupne izgube na jugoslovanskem bojnem polju, se pravi v kompletni Jugoslaviji, so znašali na dan 10.6.41 422 oficirjev, podoficirjev in vojakov. Od teh 422 so jih 317 že obdelali, ostale bo pač mogel naslednik obdelati. Ampak tle je prvi dokument in v bistvu objavljen v zborniku, zgodovinskem zborniku, vsak je imel ga lahko kupil, prebral in v bistvu 73. leta bi že lahko zgodovinarji na področju Slovenije, Jugoslavije vedeli, kaj je prava številka. Seveda, ta oficir za grobove je potem začel urejati, še iskati nove grobove, skrbeti za grobove in se pravi, niso bili to izgube druge armade, ampak izgube druge in 12. armade. Se pravi, bi rekel, kar ta pravi podatki so, ampak niso še pa vsi. Se pravi, najmanj 422 mrtvih. Zdaj, kaj nam je preostalo? Odločili smo se, da bomo začeli raziskovati sami. Jaz sem zagnal iniciativo, našel sem dva sodelavca na forumu der Wehrmacht in smo začeli iskati grobne kartice, ki so zdaj na razpolago. V nemškem arhivu so poskenirali 2.100.000 grobnih kartic in jih dali na internet, na Ancestry in poskenirali so jih z OCR zaznavo, ampak tako solidno zaznavo, ki zazna tudi, bi rekel, grdo pisavo, del je celo v gotici, tako da se da, omogoča ta, bi rekel, zaznava, omogoča iskanje po imenih, po priimkih, po kraju, kjer je kdo padel, kjer je pokopan, po enotah lahko brskaš, tako da je pa treba nekaj plačati, okoli, 100 evrov ali nekaj takega za celo leto. No in mi smo se zagnali v delo, zdaj izbrali smo se pravi, to je teh 2,1 milijona kartic je ta, grobne kartice od bivšega Vasta, ki so skrbeli za grobove v arhivu, zdaj je v arhivu
Bundesarhivu v Berlinu, se pravi Zvezdnem arhivu v Berlinu so in poskenirane in na voljo. Potem smo te kartice, ki smo jih dobili, dobro, tlej niso vse, seveda, tlej manjka še, tlej jih je mende, 250, pa še ne, tukaj jih manjka. Vidite, imamo po imenih pošlihtane. Ker smo dobili kartico, smo vse podatke preverjali pa pri Volksbundu. In oni imajo pa bazo odprto na internetu, lahko greš brskati po njej, samo moraš ime priimek vedeti. Po kraju ne moreš brskati. Imajo pa 4.840.000 vpisov v tej bazi. In kaj se je zdaj pokazalo? Pokazalo se je, da ko smo mi začeli te kartice iskati, da ta baza ni v redu. Manjkajo podatki in zdaj, ko bomo mi to zbrali, bomo poslali, da bojo oni bazo popravili. Čeprav moram reči, da je ta Volksbund zelo trd glede popravkov in se zmeraj izgovarja, ne, mi pobiramo samo podatke prav iz tega vasta. Ampak zdaj smo jih mi veliko dobili, da pač jih niso vzeli vseh. 5% jih sigurno manjka. Za celo vojno na področju Slovenije jim manjka 15%. Tle pri aprilski vojni je malo boljše, ampak jim tudi manjka 5%. In mi bomo to in pač pol na koncu jim poslali v popravek. Zdaj, ta delovna skupina, bi rekel, 3 smo bili, jaz sem pripravil sezname, ona 2 sta brskala po tej bazi 2.100.000. V bistvu jaz moram reči, da teh 2 forumašev ne poznam. Poznam jih po nadimkih, poznam jih po tem, ko si pošiljamo interna sporočila, tako da niti nismo se dobili še nikoli v teh 3-4 letih, odkar sodelujemo. Tako da niti vam ne morem dati njihovih mailov. Ampak smo bili pa izredno pridni, oktobra lansko leto smo zalaufali, 24 smo imeli začetka teh mojih iz Slovenije, no in potem smo začeli, 150 smo imeli že novembra, se pravi tistih 150, ki je bila mejna številka 150, jih je, jih ne, potem se začeli to povečevati, 300, potem smo 400 imeli januarja, konec januarja, potem smo imeli 466, smo že prišli čez tistih 422. 422 je tisti oficir za grobove rekel, tukaj jih je. In mi smo začeli zbirati naprej, evo, zdaj smo prišli do 520. Tle se nam je zdaj ustavili in to je konec prve faze enostavnega iskanja. Nadaljevali bomo v drugi fazi, ampak mislim, da ne bomo kaj dosti prišli, tle je okoli 550, več ne. Pa to bomo rabili več kot pol leta, če ne leto. Mi smo to naredili v 5 mesecih, zdaj bomo pa ostalih 30 bomo iskali še, recimo 30, se ne morem več tudi. Ampak moram reči, izredno aktivna skupina. In zdaj lahko mi naredimo pa, ker imamo pa podatke, lahko naredimo pa te pravi izračun. In za Slovenijo imamo 50 nemških vojakov na področju Slovenije. 50. Še pred enim tednom smo imeli 49, zdaj smo še enega našli, imamo 50. Ne rečem, da ne bomo še kjerga našli, 1, 2, 3, mogoče 5, ampak več pa ne. Število padlih vojakov v Kraljevini Jugoslavije pa imamo po poročilih INZ v žrtvah 2. svetovne vojne. Veste, da je velika raziskava bila izpeljana na INZ-ju in tle je pa okoli 200 vojakov. Imeli so še pred časom, najprej smo imeli 190,
za Štajersko, potem se je nekaj povečalo, zdaj se je nekaj zmanjšalo. Ta baza INZ je živa in se spreminja glede na novosti. Moram reči, da tudi jaz sodelujem kot neki, bi rekel, zainteresirani za pravilne podatke in sem že recimo na INZ sem že 100 podatkov poslal. Kot so imeli, recimo se zgodi, imaš dvojnika, imaš nek napačen podatek, priimek je narobe napisan, karkoli. In to je živa zadeva in kdor najde kakšne nove podatke, pošlje po e-mailu, oni preverijo in popravijo v bazi. Ampak zdaj, če imamo mi teh 50 nemških vojakov, pa teh 200 vojakov Kraljevine Jugoslavije in to zaračunamo 50 proti 200, 1 proti 4. To je ogromno, imamo pa po drugi povprečje iz Kladnikovega članka 1 proti 57. Pa to ni res, bi rekel, da je neko normalno razmerje. Pač glede na to, da je neka boljša tehnika bila, nemška, pa ne ve, kaj vse, pa da niso bili še, jugoslovanska vojska še ni bila dobro organizirana, pa preko noči so jo napadli, pa ne ve, kaj vse. Bi rekel, da je to neko čisto normalno razmerje in solidno razmerje. In zdaj mi vemo za Slovenijo točno, razmerje za Slovenijo je 1 proti 4. Konec. Ni več nobene diskusije, da bi se približevali povprečju razmerja za Jugoslavijo 1 proti 57. Ni. Se pravi, 1 proti 4, to je uspeh te raziskave. Uspeh te raziskave za Slovenijo. In zdaj smo mogli pač tega držati. Zdaj pa prehajamo na izračun za Jugoslavijo in zdaj imamo teh 520 nemških vojakov iz naše raziskave, ni več 151, ampak 520. Zdaj v račun pa vzamemo število, ki je isto število kot Hladnik, 8600 padlih jugoslovanskih vojakov vzamemo v račun, imamo razmerje 520, 8613, 1 proti 16. Ni 1 proti 57, 1 proti 16. Se pravi, pač zdaj prihajamo na neka nova razmerja. Če bi povzeli število padlih jugoslovanskih vojakov iz popisa 64 leta, brez tistega povečanja za 59%, bi znašalo razmerje 1 proti 10, 9,3. No, to pa bi rekel, da je pa že nekaj možno. Čeprav je še zmeri, dobro, ali povedal, okoli 1 proti 10 bi sprejel, ampak glede na to, da pa je še razmerje tam v Sloveniji, vidite, da je 1 proti 4, potem bi to bilo res nekaj večje. Ampak to ni 1 proti 57. To je 1 proti 10, to je velika razlika. Tako da hočem to zdaj reči, da mi se bomo zdaj pogovarjali naprej o razmerju 1 proti 16 oziroma 1 proti 10 za celotno Jugoslavijo. Največ 1 proti 57. Ker tisti je bilo res nekaj groznega, moram reči. Zdaj pa, kaj smo si pomagali v arhivu Slovenije. Vpise v mrliške knjige. V arhivu Slovenije imamo približno na razpolago 10% mrliških knjig, to so dvojniki. Ostale knjige so, še neki bunkerjih, na Kočevskem spravljen, Ministrstvo za notranje zadeve ima to spravljen, slej ko prej bi mogli to v arhiv Slovenije priti. Nobena država druga v Evropi nima več tega, da bi to Ministrstvo za notranje zadeve hranilo, ampak dobro, pač tako je in jaz do tistih nimam dostopa. Tiste mrliške knjige, ko smo pa 10% iskali tle vpise,
nisem našel. Zdaj sem videl, da sem ga tudi malo polomil, da nisem gledal tudi kasnejše opise. Zakaj? Zato, ker niso tako 41 leta opisovali, ampak so pol 43 leta šele za nekatere začeli opisovati, ne, v mrliške knjige, ker so jih tudi pozno postavili, ta civilna uprava ni takoj zalaufala in bi mogel tudi malo kasneje pogledati. Ampak tisto, kar sem iskal, nisem našel. No. Potem sezname pokopališč sem brskal v Celju, v Kranju in ni. Tukaj pa imamo padle nemške vojake, pokopane na pokopališču Maribor Pobrežje. No in tukaj pa imamo 1, 2, 3, 4. Ampak noben ni padel, vidite datum, kdaj je umrl, noben ni padel 6. aprila, 7., 8. Ne. To so vsi neki kasnejši, to so, bi rekel, umrli v bolnici. To niso padli na polje bojne. Ta je prišel verjetno v bolnico in ta je celo možgansko kap. To niti ni. Potem ta drugi, je tudi 13. Haljar Jozef, je prišel 13. v bolnico, 15. umrl. Poškodba od granate. Zdaj vprašanje, kaj je delal z njo, ampak to ni od bitke. Pol je še en Boker Vili, 17.4. prišel v bolnico, 19.4. umrl, pa še en Biber, 29.4. že konec aprila, kaj se je zgodilo, ne vem, te pa imamo že pol še 24.12. Naslednji, ki je umrl. Se pravi, tukaj imamo v Mariboru pokopane v glavnem vse iz bolnice. Zdaj, nažalost je zdaj se zgodilo to, da arhiv bolnišnice ni več na razpolago, zaprt zaradi varovanja podatkov. Ne. Mislim, ti ljudje so umrli, ne vem, že nekaj časa nazaj, zdaj varovanje podatkov. Jaz sem imel še to priložnost, da sem v arhivu Slovenije, bi rekel, glede na to, da sem toliko časa že brskam v arhivu Slovenije, sem imel možnost pogledati mrliške knjige za Golnik. In sem si lahko ustvaril točne podatke, koliko ljudi je bilo ranjenih v teh bitkah v Sloveniji, koliko jih je umrl na Golniku zaradi posledic ran. Zdaj to noben zgodovinar pravzaprav ne more tega videti, ker je zaprt to gradivo. Ampak jaz pa te podatke imam. Zdaj za mariborsko bolnico pa nimam, ne morem več zdaj to pregledati, ker ne dobim na razpolago. Se pravi, ampak hočem reči, to pa je v arhivu Slovenije seznam kompletnega pokopališča v Mariboru. Potem so seznami kompletnega pokopališča v Kranju, pa v Celju tudi. Res niso pravilni, je bilo treba popravljati te sezname, ker pač vsak seznam ima neke napake, ne, in smo jih popravljali, tako da imamo kar... No, ampak zdaj ugotovili smo, zagnali smo se v to akcijo, da pridemo do pravega števila padlih na področju Jugoslavije. Zakaj? Zato, ker se to pol prenaša naprej. Ta številka ne pomeni samo, kaj pa je to ena številka, vse to je brez veze. Rečeš, to je pa res zelo malo padlo. Ni res. Takoj, ko reče zgodovine, začne takoj pa iz tega narediti zgodbo. 141 mrtvih, kaj pomeni to? Da je bila vojska za nič, ni bila organizirana, ni bilo to, razpadla je. Ja, vse to je vse res. Ampak ene enote so se pa kljub temu borile. Gledajte, v Dravogradu se je ena enota solidno borila. Tam zadnje, ne vem, so 26, 27 pač jugoslovanskih vojakov padli. Ne? Ampak je pa padlo tudi, kaj še vem, 12 nemških vojakov, ne, pa tako naprej. Ampak to je neka zadeva, ki je zanimiva za krajevno zgodovinopisje. In zdaj, ko zbiramo te podatke, v bistvu zbiramo tudi podatke za krajevno zgodovinopisje. In potem, ko zbiramo te podatke, imamo podatek točen za vsak dan,
kraj, kjer je kdo padel. Ne? In potem lahko si narediš sliko v tisti bitki. Primer, zdaj lahko naredimo točno sliko, kaj se je dogodilo v Dravogradu. Tukaj je padel jugoslovanskih vojakov, tukaj je nemških. Recimo primer Dražgoška bitka. Točno se ve, ni jih padlo 1000 ali 800 ali 300, karkoli se je pisal, padlo jih je, na licu mesta je padlo 24, nič več. Ostali so padli potem, ko so jih prepeljali v bolnico, še v bolnici. Tudi na zadnje, recimo, imamo čisto točne podatke po imenih teh padlih, po dnevih, po urah celo, kdaj so umrli v bolnici. In imamo zdaj za primer za Dražgoško bitko, sem na zadnje še enega našel, ko so ga prepeljali v policijsko bolnico na Dunaju, je tam umrl čez 3 tedne. In to je bil te 28. padli. Nič več. In tukaj ni več nebene diskusije, da kdo lahko kaj še manipulira s temi podatkami, nič. Točno toliko in nič več. Ker imaš podatke iz arhiva, nemškega arhiva. Te kartice so iz nemškega arhiva in jih ne moreš več ovršiti z ničemer. Poleg tega imamo za veliko jih imamo tudi izpise iz mrliških knjig. Tako da, zdaj prehajamo na to, da lahko si krajevna zgodovina nekaj pomaga. Iskali smo tudi podatke o grobovih, recimo tole je en primer grob podoficirja Šmida iz kolesarske čete. Ne. Treba je vedeti, da v Slovenijo pripeljali se ogromno kolesarjev, nemških, ne, in pač opremljeni z puško in pač zajeli tudi pa tudi jugoslovanskih vojakov pa tako naprej. In tiste, ki so pa padli, so pa kar ob cesti pokopali. Tle je neka hiša, proti hiši tle je cesta, ob cesti. In ta fotografijo sem šel iskat v nemški vojaški arhiv. Sem ene 400 fotografij dobil in to je so en kol naredil, čelado dal v bistvu gor napis, pač nek pehotni regiment številka 99, Poljana. Pri sliki je tudi opis slike, grob podoficirja Šmida, Radfarer, Cuk, infanterij, regiment 99, Poljana. Pa še kjer je to poslikal. In Marjan Linnas je v knjigi Mežiška dolina obdelal tudi aprilsko vojno, solidno moram reči. Pripadnemu oficirju temu Šmidu je zapisal, da je najprej bil pokopan na Poljani, potem pa na pokopališču pri Devici Mariji na jezeru. In zdaj, če pogledamo ta obisk vojaškega oficirja za grobove pri drugi armadi, ki je bil v Beogradu, on se je 21.6.41 iz Beograda odpravil do Gradca, Celovca, Beljaka, Dravograda, Celja in nazaj v Beograd. Pozanimal se je o stanju 104 grobov in odločil, da se je od teh 104 10 jih je prekopal, ker so bili na slabih lokacijah. In katastrofalno stanje je zasledil na centralnem graškem pokopališču, ni bilo slabe oznake, so bile zelo slabo, noben ni skrbel za tiste grobove. V Poljani je pa se odločil, da mora takoj narediti prekop in ponoven pokop. Šmidov grob se je znašel v sredini popravila ceste in je bil zaradi gradbenih del pokrit z 1,5 metra zemlje. Pa so kar nasuli na ta grob. In potem občina Prevalj je tako izrazila pripravljenost, so prekopali na občinsko pokopališče in bili tudi pač poskrbeli, da se je pri ponovnem pogrebu, da je bilo dosti ljudi. Recimo, zdaj ta grobna kartica v tem nemškem arhivu tako izgleda, za tega Šmida. Šmid, Leonhard, kje je rojen, v kateri Gebirgsjäger element 99, višji lovec
9.4. je umrl na Poljani. Lepo napisan Poljana, po slovensko. Ne? Niso po nemško napisali, zanimivo. Kje je pokopan? Položaj groba, Poljana, Ortseingang, se pravi vstop v kraj na desni strani. Ne? Pa tle še piše Gebetet, in se pravi, da so pol kasneje ga prekopali. Ne? Se pravi, na kartici piše ta Gebetet, tole. Na hrbtni strani pa piše pol še neko drugo zgodbo. Ene kartice so skenirale zadnjo stran, ene niso. Tako da nimamo vseh podatkov, če bi hotel to, bi mogel prav iz Berlina dobiti še hrbtno stran. To nimam. Se pravi, pa imamo še en primer, tukaj z Koroške, tukaj so 9.4. so pač 3 pripadniki nemške vojske padli, pokopali so jih pri Devici Mariji na jezeru. To fotografijo imam tudi iz nemškega vojaškega arhiva. 3 krste. Vidite, da je res ta cerkev Device Marije. Ne? Se pravi, primerjavo sem dal za to, da se vidi. Spoštovani predavatelj, kaj sem počasi. Zaključil, ja. No, sam hočem povedati, tako da še pač ugotovili so 8 mrtvih, mi smo jih našli še 1, 2, 3, 4 še. Tako da tudi pomagamo, vojaški oficir je tole grobove narisal, potem, če gremo od spod v Makedonijo, jih je prestavljal iz Makedonije v Bolgarijo. Tle je primer tega vojaškega oficirja, ki je pri Caribrodu prestavljal tudi v ta pokopališča razna. In tle smo na koncu raziskave, zdaj smo začeli še zbirati podatke pripadnikov nemškega letalstva in trenutno imamo 42 padlih pripadnikov nemškega letalstva na seznamu. Seznami takole izgledajo, kje so padli, kdaj so padli. Hvala za izčrpno predstavitev, ki pač bo odpravila neke mite oziroma napake, ki so se zapisali v zgodovinski literaturi tokom desetletij. Odpiram razpravo. Izvolite, če imate vprašanja. Kje v Sloveniji je bilo največ padlih nemških vojakov, v čem spopadali pri svojem? Dravograd, Radgona. Tako da imamo seznam narejen, pač se ni, ne vem kako tole, 2 strani, kar malo je v primerjavi z vsemi ostalimi, ampak je 50 jih je na seznamu. 50 v celi Sloveniji. Sloveniji, ja. Na območju Gorenjskega, kjer je bila dejansko... Na Ljubelju je eden. Kaj pa ta smer predora preko Rateč v smeri Kranja, kjer je dejansko v neki zgodbi 1200 proti 150 pripadnikov bil spopad? Ja, se pravim... To je vse v teh 50? To je vse v teh 50. Ene so odpeljali in pokopali jih v Avstriji, na Koroškem, ali kjerkoli, ene so pa tle pokopavali. Ne? Tako da, neki so jo podpeljali. Vsaka, bi rekel, enota je imela svoj pristop, kako to reševati. Posebej se je tle komplicirali, ker so prihajali recimo iz Bolgarije, ker so napadali Makedonijo. So napadali, ranjene nazaj odpeljali, pa tudi mrtve. Ene mrtve so pa kar v cesti, ker je bilo vse zabit, pa ni bilo, pa so kar v cesti jih pokopavali. Zelo različno. Tako da,
50, ja, to je vse. Več jih ni v Sloveniji padlo. Verjetno je težko priti do točne natančne številke, ravno zaradi tega, kar ste omenjali, da nekateri so tudi kasneje umirali v bolnici. Ja, zato smo pa potegnili, mi smo potegnili ne 18. ki je bilo konec vojne, smo potegnili do konca aprila zbirali podatke. Tisti, ki je pa umrl zaradi, bi rekel, tega, ki je bil ranjen, da je umrl do konca aprila, smo ga šteli. Pol naprej so še umirali tudi maja, ne, te ranjenje, ampak teh nismo več šteli, ne, ker to je pol. Kako pa je z letalci, kako pa tam dobijajo? Tam je pa zelo velik problem, ampak so tudi mrliške kartice, drobne kartice obstajajo, ne. Ampak moraš pa zelo dobro poznati, a je bil ta avion na transportno letalo proti Grčiji ali karkoli. Tako da tam se pa že komplicira. Tam smo prišli do 42, neko prejšnji seznam, ki je bil objavljen, je bilo 21, smo noter napake našli in jih mogli zbrisati, tako da je še manj ostalo, potem smo neke nove našli. Ampak vidim, da ne bo šlo kaj več gor preveč. 42 je zaenkrat, ampak to je pa zelo zahtevna raziskava. Moraš vse podatke imeti o tem, koliko je bila posadka, številka leta in kar velik problem. No. Tako da ni čisto enostavno. Tam smo, bi rekel, na začetku, tam smo šele zdaj en mesec raziskovali. V tem predatalcu to pomeni, da imamo 520 pri konec vojski, plus 42 za kar Tako, ja. Tako. In moram pa reči, da je pa letalstvo bilo nekaj čisto posebnega in treba je reči, da so takoj šli v akcijo, bi rekel, in zelo uspešno napadali te nemške formacije. Ne? Tako da nekaj neverjetnega. Imeli so pa nekaj kar dobrih letal, ki so jih kupili prej še v Nemčiji. Res so imeli enake, ene podobne kot Nemci, se pravi, da so kar enakovredna bitka bila. Ne? Edino mogoče neki oprema ni bila tako dobra kot pri nemškem. No? Ampak, ja, tako da so izredno in recimo, kaj se vem, Klavora, mislim, iz Maribora je bil eden od teh pilotov, mislim, da je dva se streljil. Ne. Potem je mu pa zmanjkalo municije, so pa seveda njega tudi. Ja. Jasno, kakšno, če vam je znano, če se kaj podobnega, kakšen projekt odpira tudi v zvezi z Italijani? Ja, se pravi, jaz sem rekel, da ne bom to raziskoval, ampak zdaj, če hočeš imeti celovit pregled, moraš tudi te ostale. Sam zdaj, kolikor zdaj izgleda, se odločamo počasi, da bomo šli raziskati še Grčijo, napad na Grčijo. Ker zdaj smo šli v Jugoslavijo samo zato, da smo to številko razčistili. 151, ja ali ne. Zdaj, ko smo pa to naredili, 500 jih raziskali, se pa kaže naprej, če hočeš celovito, moraš pa reči, aha, to je bila balkanska vojna, je treba še tistih 1500 v Grčiji poiskati. In se bomo odločili za to, akcija bo kar zdaj stekla in to je velik, bi rekel, ni to enostavno. Moraš tudi geografijo dobro poznati, dokumente, pa tako naprej, ampak se bomo zagnali v to. Se pravi, naslednja faza je celovito obdelava balkanske, te aprilske vojne, z vključitvijo žrtev v Grčiji. Ne, Krete pa ne. Kreta je pa nemogoče. Kreto je nemogoče najti, zato ker je toliko ladij se je potopil avion, ne Krete pa Bog ve, kdo bo to lahko raziskal. Ne. Ampak recimo to ste videli, to smo naredili v 5 mesecih, v bistvu 3. Zdaj smo dobili še enega, to skupino še enega raziskovalca, mislim, da je zdaj doktorat opisal v Beogradu. Zakaj? Zato, da bo te podatke, te raziskave, in je tudi napisal eno knjigo o aprilski vojni,
v Srbiji in da bo takoj te podatke uporabil v popravku te knjige. Se pravi, naš namen je, da se začne takoj popravljati tisto, kar je narobe napisano. In če ti to zdaj lansiraš, samo tako, kdo to prebere, je vprašanje. Treba je to takoj začeti popravljati. In jaz sem predlagal tudi gospodu Kladniku, da popravi zdaj to. Pač, število je pač pobral, tako kot vsi drugi. Zgodi se to. Ne? Če nimaš ti, poglejte, kakšna raziskava je mogla biti od zadaj, da se to obrne zdaj. Ne? In to lahko enostavno z nekim člankom hitro popraviš. Ne? Tako da naslednja raziskava bo naslednjih 1500 grobov. Dobro, nekaj smo že jih naredili, en del, zato ker smo iskali tisti, ki so napadali iz Makedonije v Grčijo, pa nazaj prihajali, pa pokopavali v Grčiji, tiste seveda nismo šteli, kot smo jih šteli padle v Grčiji. Ne? Pa tisti, ki so bili ranjeni v Grčiji, pa jih pripeljali v Makedonijo v bolnico. Tako da te podatkov že imamo kar nekaj, bi rekel, se že kar nabrali. Tako da smo že, bi rekel, stopili noter v novo raziskavo. Tako da je pa... Ja. Če se vrnemo malo na letalsko zgodbo 6. aprila, zdaj me zanima, nekoliko manj znano je, da so dve jugoslovanski letali bombardirali Gradec. Ja, ne samo Gradec. Oziroma, da kaj je znano, Ja, to je... To je zanimivo, ne? Treba je reči... Jugoslovanska letalstvo je imeli bombarderje in so šli prav motiti. Druga armada se je pripravljala za pohod in so jih šli motiti. Ne samo Gradec, kar več krajev so napadli, tudi v Bolgarijo so šli in tudi te kolone, ki so šle pol proti Srbiji, proti Makedoniji, so tudi te napadali. Pa neke bombe metali tja, pa tako, so tudi tam bili neki mrtvi. Ne? V Bolgariji, tako da je kar, bi rekel, letalstvo se neverjetno hitro postavili, čeprav so bili še, to je bila nedelja zjutraj, ne? Oni so bili v soboto zvečer še v eni, rekel, kafani, ne? In so mogli, vprašanje, koliko časa so spali sploh, ne? Da so zjutraj mogli vstati pa poleteti. Če bi lahko jaz dodal samo pojasnilo, o tem obstaja tudi knjiga z prvoosebnimi zapisi Janez Žerovc, zapisani nekaj. Vse te akcije so prav opisane iz strani pilotov, ki so sodelovali natančno. Ja, mene se pravim, jaz moram reči, da sem zelo ozko orientiran na tem področju, prav samo z padlimi. Saj sem prisiljen tudi akcije študirati, zraven pa geografijo pa tako naprej, ampak mene v bistvu zanimajo samo pravilni podatki, da se bodo te pravilni podatki potem tudi pravilno naprej, bi rekel, zvagali, ne? Da bo takoj se rekli, zdaj pa to, nemška vojska je s kolesi se pripeljala, pa dobro, imamo tudi tistega z motorji, ki so se pravili, treba je vedeti, da tam od zadaj so bile tankovske enote, pa to je bilo tankov en za drugim, so preko mejnih prehodov prihajali tam iz Bolgarije v Makedonijo in z Bolgarije in ogromno teh tankov, en za drugim, celi regimenti so bili to. In to, če pogledaš, po drugi strani pa jugoslovanska, ta kraljeva armada ni imela protitankovskih, bi rekel, puška, ne vem česa, imela jih je mogoče na prste prešteti. Ni imela orožja primernega. Tako da, treba je vedeti, da je ta država, kraljevina Jugoslavije, bila revna država v primerjavi z Nemčijo, če pogledaš.
niso mogli ne vem kaj kupovati, orožja pa ne vem kaj. Tako da je treba to vse pol poštudirati od zadaj, da se tudi niso vsi razbežali. Ne. Vsi so se mogli umikati, seveda, če enkrat taka ogromna moč pride, tukle pa tukle tankov, je kaj bo zdaj naredil. Ampak poleg tega pa še druga nasprotja, ki so nastajala v tej državi, pa nastanek nove države, NDH, na Hrvaškem je padlo 25, samo 25 nemških vojakov. Pač tako se je to obračalo. Še drugo vprašanje, ker če ni. Hvala še.